Evropa osebno. Če je kaj tradicionalno bogatstvo Makedonije, to glasba, to je tisti 7/8 takt, ko ga mi imamo, ko ga v svetu ne znajo igrati, veš. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Selimo se v Kumanovo, makedonsko mesto tik ob srbski meji. V zgodovini je veljalo za živahno industrijsko mesto, danes pa se prazni, vse več ljudi odhaja. Se mi zdi, da zdaj malo propada. Mislim, Ata me je pred parimi dnevi klical ob 9 zvečer, nobenega ni bilo na trgu. Tako vsi so se odselili, prisežem, ali v Skopju, ali v drugih državah, ali pa to. Tako malo postaja ghost town, se mi zdi. Tudi Galina Branko je ena od teh, ki je svojo priložnost že pri 15 letih prišla iskat v Slovenijo. Zdaj tu sama, brez staršev, živi že 5. leto. In zdi se, da se je že s priimkom, ki zveni skoraj slovensko, kar dobro vklopila. Jaz sem originalno bila Aleksovska, ker mislim, da od Ateja pradedek je bil neki Aleksej, nekaj Aleks. Ne vem, sam od Ateja Ata, torej moj dedek, je pa bil Branko. In ker smo mi v družini zelo radi specifični in se radi ločimo, pač izstopamo, pač Ata se je odločil, da bo zelo kulsko, če smo vsi Branko, tako da zdaj smo vsi Branko. Nekaj zadrege je imela le na fakulteti. In običajno, ko kličejo za prisotnost, pa to Branko in slišijo, ja, tu sem, žensko ime, se ful zmedejo. Tako da ja, mislim, vse kliče po priimke, mene pa po imenu. In tvoje ime je Galina, a Res to je. kaj pomeni v makedonščini? V makedonščini ne, sicer je ime rusko in mislim, da se pravilno izgovarja v ruščini Galina, ampak z pač makedonskim naglasom je vseeno Galina, jaz pa sem potem zvedla, da pomeni kokoš v italijanščini. In ker študira veterino, je svoje ime hitro obrnila sebi v prid. Kolegi na faks, zdaj jih tako silim, da me kličejo Galus, ker v latinščini pomeni kokoš, pač če žene, naj naredim nek imidž iz tega. Mislim, da po tej izjavi že lahko začutite osebnost Galine Branko. Je hudomušna, pozitivna, s pridihom štajerskega naglasa, ki razkriva, kje je preživela svoje prva leta v Sloveniji. Po osnovni šoli, ki jo je dokončala v Makedoniji, je izbrala biotehniško šolo v Mariboru. In pač štajersko govorim, ker sem bila obkrožena s takšnim naglasom. Mislim, slovenščina je prišla v mojo podzavest. Jaz sem se jo učila na tečajih, ko so mi bili pač dani strani šole, ko sem šla nekaj privatnega. In to je književna slovenščina, ampak ne prideš daleč s tečajem, to pač priznam. Tako da sem se trudila biti literaturno, ampak ne, štajerska v srcu. Jaz sem štajerka po dušu, tako da. In katera je tvoja najljubša štajerska beseda? O moj bog, pa kaj te to je? To je moja najljubša fraza, se mi zdi. Kaj te to je? Štajerka po duši. In čeprav zdaj že nekaj mesecev živi v Ljubljani, se prestolnice še ni povsem navadila. Tak sploh ni počasi. In mene to guši, mene to pritiska. Jaz sem ful navajena na Maribor, na to počasno tempo in že vem, že zdaj, da se bom vrnila, ko bom konec s faksom. Pač ne pravim, da ne maram Ljubljane, ampak Maribor je moja prva ljubezen. Svoja srednješolska leta je preživela v dijaškem domu, na kar jo vežejo krasni spomini. Z prijatelji smo se pogovarjali, da če bi obdobje srednje šole bilo najboljše obdobje v našem življenju, se sploh ne bi pritoževali. Pač živiš kot družina. En se bo obnašal kot mama, en se bo obnašal kot mali otrok. Vedno smo se zbirali, pa smo se pogovarjali, pa kak je bil tvoj dan. Pa to je bila neka sprostitev od življenja. Pa bi rekla, da jedilnica, ko je še vedno ne znam izgovoriti, ker še vedno govorim s trdim l-jem, tako da jedilnica. Ampak ja, pač tam na eni mizi nas bere 4. Mi smo sedeli 10 na eni mizi. Pač to so eni ful lepi trenutki. Enkrat smo med počitnicami ostali v domu, to je pač
to sam po sebe govori, kaj je vse bilo. So bili pa po drugi strani nekateri konci tednov in počitnice, ko se zaradi razdalje ni mogla vrniti v Makedonijo, dolgi in tihi. Takrat so jo k sebi vzeli starši slovenskih prijateljev, da bi se počutila kar se da domače. Ampak oni niso bili zadolženi, da me ne sprejmejo kot svoja. Torej, jaz sem pri vsaki prijateljici, pri vsakemu prijatelju pač bivala, ne vem, en teden. Sam tak, da smo se družili. In to meni ogromno pomeni. Tako je tudi hitreje izpopolnila slovenščino, ne z učbeniki, ampak s pogovori in razlagami prijateljev, ki so jo potrpežljivo usmerjali. Recimo, če uporabim rodilnik namesto tožilnika, pa tako niso me sam popravljeno drsko, pa to, ampak so mi prav razložili. Torej, ko uporabljaš to in to besedo za tistim in tistim glagoljem, moraš uporabljati to končnico. A čeprav ima dober posluh za jezik, je pregibanje nekaterih besed zanjo še vedno trd oreh. Pa ne vem, tak sklanjanje mati, hčer, lase, zobi, pač te zadeve, tako to mi je ful butastost. Tako da, če treba uporabiti, se sam izogibam. Pa sem tak, veš ono na koži, ko je. Pa ti ugibaj zdaj. Morda bi lahko rekli, da se v 4 letih življenja v tujini človek ne more korenito spremeniti, a Galina priznava, da postaja vse bolj Slovenka. Tudi staršem, pač oni so mi rekli tako, ful si Slovenka postala, ne. Enkrat ata me je peljal in je imel moj kovček v prtljažniku, ampak jaz sem mogla iti ven, pa sem bila tako, pač pusti meni ključe, se ne rabiš mučiti, ker smo itak imeli ful prtljage, bom jaz pol vzela. Pa bil tako, jaz ti bom dvignil, ne rabiš me take butaste stvari, veš kaj mislim, sam zaradi tega, ker pač skrbim, da njemu ne bi bilo težko. Pri nas ni glih tega. Ko jo vprašam, ali tudi kolesari in hodi v hribe kot prava Slovenka, odgovori. To pa res obžalujem. Če kaj obžalujem, da nisem dovolj hodila. Saj je čas, saj imam še celo življenje in nameravam začeti, ampak pohode v gozdih. Jaz še nisem bila na Pohorju peš. Mislim, tak sramota. Lahko tega ne damo not. Oddaj, ampak ja, kolesarim pa, to je tak zelo pomemben del moje rutine, zelo rada kolesarim, dostikrat pa padem. Tega ne počnem od malih nog, pač to je še svežo, bi rekla, ampak ja. V Makedoniji kolesarite? Eni so pogumni in kolesarijo, ampak mesto ni namenjeno temu, ni nobenih trak, ni nobenih, pač res, greš na svoj rizik, greš na tvoje tveganje. In ker smo se v mislih že preselili v Makedonijo, sem Galino prosila, ali lahko v makedonščini pove, kaj je tam najlepše. Seveda je brez oklevanja takoj izstrelila biser Balkana, Ohridsko jezero. Ena od najbavita raboti v Makedoniji, jaz moram da kažem, da je Ohridsko to jezero. I ne samo to jezero, tako jedno posebno mesto, posebno selce koje se vika Trpejca, može bi mnogumi ne imati slušnato za njega. Morda ste že slišali tudi za majhno vasico Trpejca. Tja poleti z družino pobegne za 3 tedne. To je njen najljubši kraj na svetu, s po njenih besedah najlepšim sončnim zahodom v vsej Makedoniji. Zato što mene me lično leči i fizički i psihički, ama da. Te počitnice jo pozdravijo psihično in fizično. Poleg turkiznega jezera pa priporoča še pristno makedonsko izkušnjo. Da greš v kafano. Pa ne zaradi tega, ker je stereotipična kafana, ampak zaradi tega, ker se prav naješ, prav se napiješ, poslušaš dobro narodno glasbo, ko te dvigne na noge, pa vsi plešejo, pa se ti zdi, da si kar naenkrat povezan z 200 ljudmi, ki jih ne poznaš, in je ful lepo, ful je toplo. Čustvena makedonska glasba in makedonske dobrote polnega okusa. Oboje človeka objame. Vse, kar babica skuha, jaz pogrešam. Sicer zdaj tak par stvari, jaz sem že toliko mojster, da jih enako pripravimo. Ja, to so take podedovane veščine, bi rekla, ampak kravče, tavče, itak, pač pasu. Pol pa dosti obrokov za zelenjavo, imenuje se turlitava, pa sarme, pa to. Sicer to so bolj kot ne turške stvari, ampak vseeno, ko jih pripraviš, imajo svoj namen, imajo svoje vitamine, svoje hranilne snovi. Predvsem pa pogrejejo srce. Kljub stvarem, ki jih pogreša, si Galina želi ostati v Sloveniji, a najprej mora pridobiti status državljanke.
Ja, to sem slišala, da moraš dobiti neko priporočilo od ministrstva, tako da, če ministrstvo to kaj sliši, sam da veste. Galina si želi in bo tega zelo, zelo dobro in kvalitetno izkoristila. O tem smo prepričani, saj hodi po svetu samozavestno in počne stvari, ki jo preprosto delajo srečno. Je tako enostavno. Če si ti vesel ali ne, je odvisno samo od tega, kakšno energijo oddajaš v svetu. Jaz sem imela ful veliko sreče in mislim, da polovica sveta ne bo imelo toliko sreče v celem življenju, kolikor sem jaz imela v teh 4 letih, ampak to nisem bila posebej izbrana iz vesolja, pa tako, ok, zdaj boš ti imela srečo, jaz sem takšno energijo dajala. Kar se ji vsakodnevno poplača, a vseeno se želi ob koncu še enkrat zahvaliti okolju, ki jo je sprejelo za svojo. Jaz bi se rada zahvalila, ker ni bilo samo od mene odvisno, koliko bom jaz uspela, ampak od tega, koliko sem jaz sprejeta bila. Tako da ja, bi se zahvalila vsem, tudi tebi, da si me povabila, državi. Res, tako, jaz sem zelo hvaležna oseba, trenutno in zavedno, tako da to je to. Hvala. Hvala v makedonščini. Blagodaram. Blagodaram. Ja.